Ja, odštevanje je blizu, ne? Ta dan D za slovensko nogometno reprezentanco samo en dan še manjka, pa bomo tam. Ja, malo več kot 24 ur, mislim, konkretno več kot 24 ur, ampak vseeno le en dan še. No. Je pa malo drugače, zdaj ta teden je v Wuppertalu sijalo sonce v primerjavi s tistimi prejšnjimi dnevi, tako da mogoče posije sonce tudi za Slovenijo. Prav bi bilo, da bi posijalo sonce za Slovenijo, Angleži se že kregajo, niso pripravljeni na Slovence, verjamem. Malo manj o vremenu, pa več o nogometu v naslednjih minutah, ker to je podcast o igrišču, žogi, branilcih, napadalcih, trenerjih, selektorjih in športnih direktorjih. To je Europe Offside. Lahko bi rekli, da tudi podcast o sprehajalcih in sprehajalkah, ampak včeraj se nam je zdel ta plac za snemanje kar okej. Prav prijeten je, pokaže znamenitosti Wuppertala in hkrati ima tako športno ozadje s tem igriščem. Ne. Ravno za nama zdaj gospa pobira iztrebek, kužka. Pravilno, ne? Ja. Vsi, ki imate pse in jih sprehajate, naj vam bo to vzgled. Upoštevajte ta pravila, ki obstajajo. Včeraj si spremljal tekmo, bila smo ločena včeraj, vsak na svojem terenu. Si gledal zvečer katero od srhljivk? Gledal sem tekmo Nemčije in pa Madžarske, Nemčije in Švice seveda, z nemškim komentarjem. Zelo so bili razočarani tam v prvem polčasu, ko je Švica zadela, pa toliko bolj veseli potem v samem zaključku, ko je Niklas Füllkrug poskrbel za izenačenje, pač še dodatno potrdil prvo mesto Nemčije v tej skupini. Me je pa malo zmanjkalo za tisto drugo tekmo, ki je bila pa prav tako srhljiva, to si pa ti malo bolje bil. Ne? Tisto pa je bilo noro. Jaz sem v družbi slovenskih navijačev, prijateljev v Düsseldorfu spremljal tekmo Škotska-Madžarska v lokalu, kjer so bili v bistvu v 90% Škoti in neverjetno vzdušje pričarajo gospodje v kiltih. Super je bilo, fajn smo se imeli. Tekma je šla proti koncu, vse bolj na odprto, igralo se je gor dol, potem pa nekako gol znova v zadnjih sekundah, ki pa vpliva tudi na bistvo Slovenijo zdaj. Ne? In Škoti so bili razočarani, neverjetno, mislim, da še nisem, ampak bom objavil na Twitter ta posnetek, v bistvu vrtinec čustev se je dogajal tam v Düsseldorfu. Žal pa ta zmaga Madžarske ni dobra za Slovenijo. Ni dobra ali pa mogoče je dobra. Ne? Zdaj je bolj ali manj jasno, da tisti scenarij, da bi se Slovenija mogoče celo s porazom proti Angliji prebila v izločilne boje, postaja vedno manj verjeten. Ja. Že zdaj vidimo, da pač odigran je samo skupina A že odigrala tekme tretjega kroga, pa imamo po skupinah že 3 take reprezentance, ki so na 3. mestu in imajo več kot 2 točki, kolikor jih ima trenutno Slovenija, tako da je zdaj jasno, da zmaga, pa zelo verjetno tudi remi Slovenijo peljeta v nadaljevanje. Meni je bilo kar všeč, ko sem se včeraj pogovarjal z Vanjo Drkošičem in pa Janom Mlakarjem, da sta oba dva zatrdila, da v reprezentanci ne razmišljajo o teh izračunih, ne preračunavajo, kaj potrebujejo, ampak točno vejo, kaj jih pelje naprej, ne? In to je zmaga. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Kaj ste še povedala? Pa to, da se zavedajo, da so Angleži favoriti skupine, da so zdaj tudi še pod nekim medijskim pritiskom, ker angleški mediji niso najbolj zadovoljni z tem, kaj so trije levi pokazali na prvih 2 tekmah, da so favoriti, da so to izjemni igralci, ampak če je Slovenija prava, če se dobro pripravi, če je pozorna, skoncentrirana, jih lahko tudi ustavi. Ne? Da pa zna Slovenija kaj pokazati v napadu, smo pa že večkrat videli, tako da se tudi konec koncev zgodovina slovensko-angleških dvobojev, čeprav so rezultatsko izrazito na strani Anglije, kaže, da je lahko Slovenija vsaj do neke mere enakovredna tem zvezdnikom Zatoka. Spremljal sem včeraj medije angleške, zdaj pravijo za Gareta Southgatea zdaj ali nikoli. Ne? Za to reprezentanco je že bil tik pod vrhom tako svetovnega kot predvsem evropskega prvenstva.
Dobivaš ti tudi tak občutek? Ja, to je ena taka že kar dolga doba, ne. Mogoče spominja malo na nekdanjega nemškega selektorja Joachima Löwa, ne, ki je postal svetovni prvak, pa že predtem dolgo deloval v reprezentanci, potem dolgo deloval v reprezentanci, ampak potem jih pa je vseeno to potrpljenje z njim minilo. Tako da bomo videli, ampak to so pač angleške težave, upamo, da jih mi še malo začinimo, še malo povečamo. Navijaš? Navijam! Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. Bil sem včeraj že v Kölnu, delal reportažo o tem, kako se kaj spominjajo domačini tam slovenskih nogometašev, ugotovil, da se jih, predvsem Novakoviča, zelo dobro poznajo. Poskusil sem kebab Lukasa Podolskega, priporočam, če ste kakšnem od mest nemških, kjer pač ta kebab ponujajo. Mislim, da je vse skupaj okoli 30 kebabčinic, kako se temu reče, po Nemčiji, ki jih so v bistvu v lasti Lukasa Podolskega, ki je med drugim soigralec Erika Janže na Poljskem. Pa seveda preverili smo tudi malo vzdušja med slovenskimi in angleškimi navijači. Ene Angležinje sem srečal, ki so imele napise na kapi It's coming home, ne. Sem vprašal, pa zdaj res pride, pa ja, zdaj pa res, zdaj letos pa. In pa je malo debata, začel se snemanjem ankete za naš Instagram in potem pač preverim, kateri od nogometašev slovenskih pa se vam zdi najboljši. Poznate kakega? In ja, se rekli, nogometa pa ne nagledamo. Da ne poznajo, ne. Teda ja, zanimivo bo to jutri. Veliko Slovencev se znova pričakuje v Kölnu. Pester program, danes smo ga podrobno popisali v našem časopisu in na večer.com, tako da če iščete kakšne vsebine za slovenske navijače, je marsikaj že pripravljeno in bo kar fajn tako danes kot tudi na dan tekme. Ja, kar dosti navijačev slovenskih je že tu v tem okolišu, nenazadnje na včerajšnjem treningu slovenske reprezentance je bila ena skupina, da smo tudi na treningu slišali tiste, kdor ne skače ni Slovenc, pa mi Slovenci, tako kar prijetno vzdušje je bilo, no. Je pa mogoče pomembna informacija z tega treninga, včeraj smo se pogovarjali o Janu Oblaku, Adamu Gnezdičerinu in pa Timiju Maksu Elšniku, ki imajo težave, ampak včeraj so vsaj v tem odprtem delu za javnost vsi trenirali po tistem ustaljenem programu, tako da je videti, da se te situacije izboljšuje, no, in da bodo vsi trije pripravljeni za obračun z Angleži. Pogovarjal sem se še z enim Angležem, ki pravi, da je navdušen nad slovenskim bočnim branilcem. Ko sem vprašal zdaj katerim, ne, pa je rekel, ja mislim, da desnim, ne. Tako da zdaj fajn bi bilo, če bi jih presenetil še kdo, ne, Angleže, ki očitno res ne poznajo slovenske reprezentance, da bi pa bili presenečeni še nad kom tretjim. Kdo bi lahko eksplodiral? Ja, pa zdaj pa je po moje čas za eksplozijo Benjamina Šeška, no. Ja, res je čas. Pa da omenimo še Josipa Iličiča, ki imamo ravno danes objavljen članek na nedeljskem treningu. Je bilo nedeljo, ja, na nedeljskem treningu je po treningu prišel do nas fant, ki v bistvu je želel fotografijo, podpis, srečanje z Josipom Iličičem, pa smo mu povedali, da pa ga danes ni tam. In potem sem se odločil, ok, bom naredil pogovor s tem fantom, ker se mi zdi, da ga zanimajo stvari, ki bi zanimale tudi naše bralstvo, torej Josip Iličič. In potem me je šokiral s tem, da je podrobno poznal življenje in kariero Josipa Iličiča, vse od takrat, ko je prvič zaigral za Maribor. Celotno zgodbo pa torej preberite v današnjem Večeru ter na večer.com. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Tako, veliko zanimivega branja je že, veliko ga še bo. Zdaj pa čas za našo redno rubriko. Miha, kako je šlo z napovedmi? Ta del bom ven vrezal. Glej, moraš vedeti, da mi kar dosti delamo, ne? In da zdaj težko se dovolj časa posvetiti tudi
tehnemo premislekov v napovedih. No. To je res, to je res. Tako da že imam izgovore. Iščem alibije za neuspehe. Tisti, ki ga res zanima, lahko preveri sam. Ne? Ja, pa stiskani tako. zdaj. Ja. To je to, ne? Ja, to je to za danes. Jutri se pa javimo na dan tekme. Tako. Evo, današnji program še povemo. Ja. Zdaj se na hitro odpravimo na trening, ki bo sicer samo trening, brez nekih pogovorov z nogometaši, da vidimo, kdo je v kadru, kdo ni v kadru. Potem pa se že odpravljamo v Köln, kjer bo svoje načrte predstavil Matjaž Kek. Tudi Gareth Southgate bo potem kasneje na voljo novinarjem. Vmes se bo pa dogajala ena zanimiva zadeva. V čokoladnici v mestu, ne, kot si že omenil, se dobijo Slovenci. Ja, že predtem bodo v eni od fancon Slovenci igrali nogometno tekmo, slovenski navijači nogometno tekmo proti angleškim. Bolj slavnostno bo pa na slovenskem večeru, kjer naj bi bila dva od gostov, tudi Mišo Brečko in Dominik Maroh. Tako. Dva nekdanja slovenska reprezentanta in oba nekdanja člana kölnskih kozličkov. Tako da. Vidite, obeta se kup zanimivega branja, reportaž, zgodb, analiz in vsega ostalega. In vse to bomo objavili na naših družbenih omrežjih ter na večer.com in naslednjih dneh tudi v Večeru. Lep pozdrav! Gremo nazaj bincat.